kakšna druga mesta, druge dežele, ker pravzaprav vejo, da je živeti drugje mogoče bolje. Mi smo tukaj poskušali spremeniti stvari. Ampak ravno vi, če greva od enega benda k drugemu bendu, pod narekovaji, k drugi grupi, prehod od Lačnega Franca do Mijev, do Mijevcev, pustimo še Lajbahe, ne? Se mi zdi, da je kar drzno bilo za tiste čase, če ravno jaz, ki sem ti blizu, se spomnim, da mi smo programsko odhajali v Maribor, da smo hoteli, da nam ni bilo važno, ne? Da je zdaj Ljubljana mesto več možnosti in prestolnica, smo šli v Maribor programsko in mislim, da ste tudi vi šli, ne? Tudi ti in Samuel Grajfoner in verjetno marsikdo iz grupe Miše, ne? Zakaj ste šli takrat v Maribor? Vi niste takrat se posebej menili za kulturno politiko, za župane, za, ne vem, nenaklonjene razmere, krizo v svetu, o kateri smo tudi takrat že govorili? Torej, moram zelo jasno povedati, ves naš koncept je bil samo v vsebini in vzdikovnem delovanju. Nam je bilo čisto vseeno, kje smo. Res, da tukaj smo imeli mame, ki so nam kuhale, torej je bilo tukaj bolje. Imeli smo prostor, v katerem smo lahko delali, to pomeni, nič nam ni manjkalo. Lahko si ure in ure, dneve in dneve delovati delo. To je bilo bistveno. In veseli smo bili, da smo lahko informacije med seboj izmenjavali. V resnici smo bili kot nekakšen razred akademije po akademiji. V resnici smo se družili na ta način, kot smo se družili na akademiji. Debatirali, pogledali, kaj je naredil ta ali drugi. Pravzaprav smo resnično neko kreativno vzdušje vnesli takrat v prostore na razlagovi tam. Ja, društvo sodobnosti mladih. Tako da smo bili s tem zelo zadovoljni in vsi smo želeli svoj mir in svojo malo možnost, da svoje povemo. In resnično, še enkrat takrat, umetnik ni bil tisti, ki, torej, bom tako rekel, izkušnja odra, izkušnja publike se je zgodila v Lačnem Francu. Znotraj likovne umetnosti pa pravzaprav iz zgodovine poznamo, da seveda je likovna umetnost tudi lahko popularna, da so likovniki lahko tudi bogati, ampak to ni bil naš cilj, to je sekundarna funkcija. Ti si predvsem delal v smeri, da dosežeš tiste kriterije odličnosti, o katerih so sanjali na akademiji naši profesori. To je bilo največ, kar je bilo možno. Da profesor sanja o umetnosti in govori o tem in ti temu slediš in se približuješ temu, to je daleč presegalo Maribor, Slovenijo, denar, politiko in tudi Lačne France. Polona, vi ste rekli, da vam je Italija, da se vam je Italija nekako zapisala v umetniški spomin. Zdaj me pa zanima, ali je lokacija, neko mesto, neka vas pomembna istočnica za delovanje. Je recimo Maribor dovolj velik, dovolj veliko izhodišče za umetniškega ustvarjalca? V Mariboru je zelo lepo ustvarjati. Jaz se zelo dobro tukaj počutim, ampak seveda vsake toliko je treba iti. Ne čutim te potrebe, da bi pa morala zdaj biti nekje drugje, da zdaj izgubljam čas. Tisto, kar najbolj pogrešam, niso samo, ne vem, razstave, velike razstave, lepe razstave, dobre razstave, ampak je predvsem druženje z umetniki, ljubitelji umetnosti. To pogrešam tukaj v mestu. Kaj pa Oto? Torej, moje ideje so nekako vsaj malenkost metafizične. V tem smislu, torej, seveda, zelo pomembno je, kje ustvarjaš, kje delaš, ampak vendarle, torej, moja ideja je celo takšna, kadar si v ateljeju, kjerkoli na tem svetu, se povezuješ s vsemi tistimi energijami, ki obstajajo v vesolju, ne v Mariboru, ne v Provanci, ne v Parizu, ampak kjerkoli
si se lahko povezuješ z nečim bolj univerzalnim. In na ta način si ustvarjalec pravzaprav mora zagotoviti to svobodo, to, da je sam in da lahko to počne, kjerkoli, po to uspe, takrat je uspešen. Govorimo o svojem delu in o svoji izkušnji, seveda. Nekateri drugi ustvarjalci so pa precej bolj vezani na neka določena okolja in tudi to bi poudaril, vendar ne pomeni, da jaz nisem iz tega okolja, ampak da jaz ne nosim vsebine temu okolju, ampak ta vsebina kratko malo v abstraktni umetnosti ni tako prepoznavna, ni tako razvidna, ni tako neposredno prisotna, da bi lahko o njej sklepali in pravzaprav jo takoj prepoznali. Tudi to želim poudariti, da danes zelo hitro živimo v času in zelo hitro podajamo sodbe. Vemo, celotna zgodovina je bila pripravljena in izklesana na ta način, da pravzaprav je morala biti časovna distanca. In tisto, kar je mariborsko, moje se bo videlo komaj čez 20 let, tisto, kar mislimo, da je mariborsko danes, skoraj zagotovo tega ne bo čez 20 let več kot mariborskega, ne kot lokalnega in bo pravzaprav izginilo. Otto, najprej smo vas poznali kot velikega mojstra slikarskega platna. Potem pa se je nenadoma zgodil odmik od stene, vaših slik ni bilo več na stenah, ampak so bile te slike nekakšni objekti, ki so umaknjeni, odmaknjeni od stene in stojijo samostojno. Vi še vedno govorite, da gre za slikarske objekte, za slikarska dela. Človek pa, ko to vidi, pa mogoče malo bolj laičnim pogledom, pa si misli, da gre za mogoče kiparske objekte. Dajte, razložite nam, zakaj ta prestop ali pa odstop ali pa sestop s stene v prostor. Torej, že po definiciji smo ustvarjalci radovedi. Torej, pravzaprav naloga ustvarjalca je, da ustvari nek nov pogled, nek novum, ki do nekega trenutka še ne bil ustvarjen. Tako so postopali tako kubisti, Leonardo, kdorkoli v zgodovini, ko se je pojavil, je najprej sledil tradiciji, jo nadgradil ali izničil in ustvaril nekaj novega. Tako je tudi v likovni umetnosti in recimo slikari smo sestopali s stene, vsaj jaz. Kolegica je pravzaprav ploščila kiparsko podobo v risbo, čisto logično. Našla je pot, kako pravzaprav uresničiti svojo novo kiparsko zamisel. Prav tako jaz. Jaz sem vedno izhajal iz slike in seveda ideja po širitvi slike me je vodila. In pravzaprav vodila me je na ta način, da sem zapustil sprednjo površino, aktiviral robove, na koncu aktiviral hrbet slike, ki je bil vso zgodovino zanemaren in nepomemben. In potem sem celo sliko vzel iz stene in jo postavil v prostor. Ampak še vedno slika govori skozi obliko in barvo. In kadar likovno delo govori preko barve, je to slika. Vse dobeno drugo likovno delo ne govori skozi barvo. Torej, to pomeni, če bi gledalec najprej opazil obliko, če bi se čudil nad ekskluzivnostjo, recimo kiparske obdelave, in šele čisto na koncu videl, da je ta predmet tudi obarven, in bi rekel, da je to kip. Če pa vidi barvo, če vidi svetlobo, če vidi to kot prioriteto, potem ne vidim razloga, da temu ne bi rekel slika. Ampak seveda, drugačna, avtorska slika, moja slika. Potem je padla Prešernova nagrada, oziroma nagrada Prešernovega sklada. Predtem je bila Kostanjevica, ne da? Ja, to je bila Kostanjevica, tam je bil Mikuš in vas je tudi dvignil nebo in je potem padlo tudi 7.000 evrov ali celo več. No, sicer o tem ne bova govorila, ste že pozabili? No, zdaj vesel sem, da so opazili moja slika. In vesel sem, da sem dobil v Mariboru nekje možnost, da s tem začnem. In vesel sem, da so potem ta začetek opazili kot nekaj, kot kvaliteto, kot
kot pravzaprav uspešen novum in vesel sem bil, seveda, ko so gledalci po Kostanjevici pravzaprav razmišljali, da bi bilo najbolje, da postavitev ostane v sami zgradbi kot trajna. Ker pravzaprav ni več kaj dodati in kaj odvzeti. In seveda, vesel sem, da še vedno obstajajo ljudje, kot naprimer Mikuš, kot pravzaprav ljudje, ki prav tako kot jaz verjamejo v umetnost, verjamejo v poslanstvo, tradicijo, civilizacijo, ki je bila zgrajena preko mojstrov, ki jih poznamo iz likovnega področja tudi. In recimo, takrat kontakt nastane. Takrat ni potrebno besed, ni potrebno tistega, kot rečemo, PR-ovstva, ne vem, nič ni potrebno. Zgodi se, v to še vedno verjamem. Torej, pravzaprav ta poanta umetnosti, sporočila, intimne, osebne komunikacije, seveda govori o tem, da ni potrebno iti na velike odre, ne, danes smo na malem odru, in še vedno mislim, da jaz verjamem v človeka in v človekovo komunikacijo. Torej, ne verjamem v zvezdnike, dobro, likovniki so lahko tudi zvezdniki, ampak še enkrat, to je sekundarna funkcija. Če njihovo likovno delo ne bo zdržalo prave, kvalitetne sodbe, tudi čez 50-100 let, bodo pozabljeni, tako kot so bili pred 100 leti pozabljeni vsi tisti, ki so zmagovali na vseh mogočih salonih v Parizu, pa jih danes pravzaprav sploh ne poznamo več. Je pa vseeno res, jaz vem, Oto, da ti tudi živiš tako, da nisi tip za zvezdništvo, nisi daleč si od popularne, vedno si bil transgresivec, progresivec, ne? Bi človek rekel, v vseh legah svojih umetniških, pa vendarle obstajajo mesta, obstajajo kraji, ki so vredni več. Jaz se spomnim te Mikuževe kritike zelo dobro, iluminacij tvojih iz leta, mislim, da je bilo 2003, ne, v Kostanjevici, ko je rekel, da si napolnil z duhom, da si bil prvi, ne, ki si napolnil z duhom galerijo, ki je vredna več kot vse kultne galerije do tistega časa v Ljubljani, ne vem, mislim, da je bila mestna nekaj časa kultna, ne, kjer so se lansirala nova velika imena slovenskega slikarstva in umetnosti. Tako da vendarle v nekih krajih in časih in z nekimi ljudmi je dobro priti skupaj, ne? No, jaz sem bil v Kostanjevici napaka, ne, ki se je tako slučajno zgodila, ker pravzaprav Maribor pa Kostanjevica, kaj ima to skupnega, ne? Iz Ljubljane hodijo v Kostanjevico. Jaz sem bil napaka, ne, torej, na katero niso računali, ne? Ampak seveda, ker je tudi Jure dovolj pronicljiv, da vidi, ne, kaj je resnična napaka, kaj pa je, torej jaz bi rekel, jaz sem bil formalna napaka, ne. Stvari se pa še enkrat odvijajo na eni vsebinski ravni. No, on je to dojel. In recimo, meni se zdi to briljantna situacija, da lahko komunicira s prostorom, ki so ga ustvarili, torej za namene sakralnosti, in ti imaš to priložnost, da s to idejo prostora in svetlobe komuniciraš. In to je bila za mene čas. In to je potrebovalo vsebini in to je potrebovalo temu, da sva z Juretom kontaktirala. Da sva pravzaprav, da je on lahko ubesedil tisto, kar je bilo tam predstavljeno. Si pa podobno začaral, ne, če sem malo patetična, tudi v loži koprski Andreja Medveda, ne, za tisto projektom LŽ, ne, če se spomnim igra, ne. Se tudi spomnim enega zelo, še ostal mi je zelo v spominu ta njegov zapis, ki ti je tudi pripisoval skoraj da mistično-magične, demiurške lastnosti v umetnosti. No, bom tako rekel, seveda, jaz sem se zavedal, da po Kostanjevici bo težko narediti Kostanjevico 2, oziroma nič takšnega se več ne more zgoditi. Ampak to je čisto normalno. Torej vedno, loža je bila poskus, kako pravzaprav, takrat so resnično nastala dela, ki so se stopila stene, ker v Kostanjevici so aktivni hrbti oziroma robovi slike, ne? Kot celotna prostorska umestitev, medtem kot v loži so resnično nastale radikalne oblike
recimo, ki resnično že prihajajo iz območja slikarstva v neko drugo področje in dobro, mislim, da sva z Medvedom dobro sodelovala, da je nastala zelo kvalitetna razstava, pa tudi se zahvaljujem kolegu Damjanu Švarcu za briljantne fotografije, ker če jih ne bi imeli, ne bi vedeli, kako je bilo takrat tam. Polona, vaši projekti se včasih zatekajo k pravljicam. Tu v Mariboru se spomnim, da ste pripravili že pred nekaj leti eno imenitno, človek bi mogoče celo rekel, nekakšen performans na temo Janka in Metke. Tam ste postavili nekaj elementov, najbolj se spomnim neke hiške, v katero si lahko šel in bi si tam lahko natrgal čokolade oziroma bi se tam lahko napolnil svoj želodec z sladkimi stvarmi, vendar tega tam ni bilo, ampak vseeno se mi zdi zanimiva pot, ki ste jo nakazali s tem prostorom in tudi s tem motivom. Pa me zanima, ali je to nekakšna skrajšana pot do nekih umetniških vrhuncev, ali gre za to, da vas je ta motiv vznemiril do te meje, da ste se lotili tega projekta? Na tem projektu sem predstavila zelo različna dela. In ko razmišljamo, ko se spomnimo na pravljico Janko in Metka, imamo v mislih tisto hiško, pa vabljive čokoladice, pa hudo čarovnico, ampak kaj pa je noter v hiški? Noter v hiški sem jaz razstavila šivanice, ki sem jih začela oblikovati še v študijskem času in te skulpture sem jaz šivala iz papirja in blaga. In mene so te skulpture presenetile in potem sem videla, kako so obiskovalci bili nekako v zadregi. Kaj je zdaj to? In zato sem se verjetno zatekla v pravljico, ker pravljica vseeno daje prostor domišlji, daje prostor nečemu, za česar mogoče ni ravno točno določenega prostora. Vi ste sicer tudi sama po sebi, ne tako kot v pravljici, tudi tako kot v pravljici, zelo marljiva, pridna umetnica. 99. če se ne motim, ste, kot je rekla Melita, diplomirali v Bologni na kiparskem oddelku, potem pa ste leta 2000 ali 2001 diplomirali še likovno